Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo pogledali v nekatere občine, ki bodo ta vikend in v ponedeljek prevozili naši radijski romarji na kolesih. V njih je spregovorila turistična vodnica Alenka Veber z Richterjeve domačije na Babnem Polju. Prav tako bomo poročali o septembrskem dogajanju v Muzeju vojaške zgodovine v Pivki, pa tudi o novem večnamenskem stadionu pri osnovni šoli Branik v občini Nova Gorica ter trajnostnem podeželskem vrtu, ki je zaživel ob osnovni šoli Kungota. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Radijsko kolesarjenje nas bo danes, jutri in v ponedeljek vodilo skozi vrsto krajev in skritih kotičkov. Nekaj teh nam bo v naslednjih trenutkih skušala približati turistična vodnica po primorski in notranjski regiji Alenka Veber z Richterjeve domačije na Babnem Polju, ki jo pozdravljam. Ja, dober dan, Rok, in seveda lep pozdrav iz najhladnejšega naseljenega kraja v Sloveniji, iz Babnega Polja, vsem poslušalcem, prijateljem Radia Ognjišča in seveda vsem navdušenim kolesarjem. Gospa Alenka, v kakšne kraje prihajamo, kaj nas čaka na poti? Ja, moram reči, da sem prav vesela, da ste se letos odločili, da boste obiskali primorsko-notranjsko regijo. Pravzaprav boste obiskali vseh 6 občin, ki sestavljajo primorsko-notranjsko. Včasih, če govorimo o tradicionalni pokrajini, bi rekli tudi za Postojno, Ilirsko Bistrico, da je to notranjska. Ampak, če vse skupaj povzamem prvi pa drugi dan kolesarjenja, kaj je tista rdeča nit naših krajev? Rdeča nit so zagotovo številne župnijske cerkve, potem številne podružnične cerkve, ampak nad vsem tem pa bdi naš najvišji izvenalpski hrib oziroma bomo rekli kar gora, to je Snežnik. In na temi kraji se lepo vije snežniško pogorje, ki predstavlja tudi enega izmed največjih sklopov gozdov v Evropi. Torej, zagotovo, če bo lepo vreme, vas bo pozdravljal Snežnik z vseh koncev in kraja. In seveda je tukaj še ena tiha spremljevalka, katero pa ne vem, koliko jo boste lahko začutili. To je pa reka 7 imen, to je naša reka Ljubljanica, ki v tem zahodnem kraku pride ven z imenom Pivka in potem se počasi skrije v nedrje našega podeželja in spreminja svoja imena, toke in tako naprej. Malo mi je žal, da niste vaše trase potegnili tudi preko Babnega Polja, ampak mogoče kdaj v prihodnosti. Namreč Babno Polje leži tik ob hrvaški meji, ker je bila nekoč tudi meja med Avstro-Ogrsko, oziroma državna meja. Namreč nad Prezidom imamo lepo božjepotno cerkvico Marije 7 žalosti in potem tudi na Gerovem je Sveta Gora. To pa govorim zato, ker je glas Radia Ognjišče slišen tudi v Gorskem Kotarju. Vem, da imate kar nekaj prijateljev Radia Ognjišče, torej en tak namig, takole v grobem. No, super. Če bi morali izpostaviti nekaj stvari in zanimivosti krajev, ki jih bomo te dni obiskali, kaj bi to še lahko bilo? Kaj imate v mislih? Ja, recimo, če ostaneva na Bistrškem, je tukaj kraj Knežak, kjer je tudi rojstni kraj očeta Franceta Boleta, torej ustanovitelja mesečnika Ognjišče, potem Radia Ognjišče. Potem greste preko Pivke, kjer imamo
Šilen tabor s čudovito cerkvijo svetega Martina in s čudovitim razgledom proti Brkinom v ilirsko-bistriške kraje. Potem greste preko Postojne, seveda v Postojni vsi poznamo Postojnsko jamo, no in potem pridete že na Rakek, preko katerega pa pelje južna železnica. To pomeni, da je tudi vlak dosegal naše kraje in potem boste šli v nedeljo v Cerknico, kraj, ki je dobil ime po Cerkvici, o tem je pisal že Valvazor. Seveda nad Cerknico, nad Cerkniškim poljem se pa lepo valovijo, bom tako rekla, javorniki. No, obiskali boste tako v Postojni, kakor v Cerknici in potem tudi v Vidmu Dobre polje domove za starejše občane, kar je zelo pohvalno. In če gremo iz Cerknice v našo Loško dolino, Babno polje je malo oddaljeno iz Starega trga, dobrih 13 kilometrov. Pridete na drugo Kraško polje. To ne smem pozabiti povedati. Vi boste spoznavali tudi Notranjsko Podolje, a ne, to so ta naša široka kraška polja, obdana z gorovjem in v Starem trgu pri Ložu, v cerkvi svetega Jurija boste lahko videli tudi delo arhitekta Ivana Vurnika. No in potem greste pa, malo bo tudi vzpona, na Bloško planoto. Ljudje ponavadi zamenjujejo Bloke, Babno polje, torej Babno polje je Kraško polje, Bloška planota je pa planota. No, v Novi vasi lahko omenim znane, kako bi jim rekla, prekupčevalce z bloškimi voli. To se danes oživlja samo še na njihovem farnem prazniku v Fari pri Novi vasi, kjer so bili včasih sejmi, tam je cerkev svetega Mihaela. No in potem pa pridete že počasi proti Dolenjski, čeprav danes Velike Lašče sodijo v osrednjo slovensko regijo, ampak to niti ni pomembno. Kolesarji boste začutili malo, kako se spreminja naša pokrajina. Lahko rečem, da je Notranjska ravno zaradi temnih gozdov malo bolj tesna, temačna, saj name pa Dolenjska pokrajina, Velike Lašče, Videm Dobre polje, Krka, Ivančna Gorica in končno Stična zaigrajo neko drugo melodijo. Bolj odprti se mi zdijo ti kraji. Kakorkoli, ali smo povezani ali nismo, niti ne tako dobro, ne? Primorsko-notranjska regija verjetno ravno zaradi te zaprtosti ni drugače povezana s Krko, Ivančno Gorico, Stično kot samo s cestami, dočim pa seveda teh 6 občin, preko katerih boste kolesarili, nas pa druži, če ne drugega, vsaj regija. Tukaj bi lahko naštela še ogromno sakralne dediščine, kulturnih spomenikov, Martina Krpana, Cerkniško jezero in ne nazadnje tudi zibelko slovenskega smučanja, to so Bloke, o katerih je slavo v svet odnesel Janez Vajkard Valvazor, tako kot slavo o Cerkniškem jezeru. Gospa Alenka, vi ste imeli izkušnjo življenja doma, torej na Babnem polju, kasneje nekaj let v prestolnici, potem ste se vrnili nazaj. Kaj vas nagovarja v teh krajih, da jim ostajate zvesta? Ja, hvala za vprašanje. No, v prestolnici sem preživela 30 letja, pred prestolnico pa 5 let v Postojni. To, da sem se vrnila domov na našo Richterjevo domačijo, je bila odločitev za dediščino. Torej, da ohranim in skušam preživeti v nekoliko odmaknenem
kraju, to je Babno Polje. Včasih se šalim, da smo tudi zamaknjeni, ampak v tem dobrem smislu. Čeprav so ti kraji, preko katerih sva se tako hitro sprehodila v pogovoru, čuti se počasno odmiranje utripa življenja. Ljudje se izseljujejo, kar ni nič novega. Tudi naši predniki, če imamo v mislih te kraje, katere sva omenjala, po katerih boste kolesarili, če greva v preteklost 120, 130 let nazaj, nenehno so ljudje hrepeneli po boljšem življenju ali bolje rečeno po boljšem zaslužku, zato mislijo, da se bodo lahko nekoč vrnili domov, ohranjali in prenavljali te stare domačije. Torej, mene je domov gnala neka življenjska sila, neke izkušnje, nenazadnje tudi znanje in upanje, da z vsem tem naprtenim nahrbtnikom, da bom lahko tukaj živela, torej kvalitetno živela. Sama nimam rada besede, ko mi kdo reče, ja saj nekako boš pa preživela. Sama si želim kvalitetno živeti v teh krajih in to potem deliti tudi z drugimi ljudmi, ki v te naše kraje pridejo. Če pa pogledava z tega vidika, kaj lahko kolesari doživijo, pohodniki, planinci in tako naprej, je pa potrebno biti malo bolj spreten, imeti malo več hrane v nahrbtniku. Skratka, ti kraji so tako še neomadeževani z množičnim turizmom. Ta nikoli verjetno ne bo prišel k nam. Naprimer, v našem kraju že drugo leto smo brez trgovine. Dobro, pride potujoča trgovina in tako naprej. Skratka, sama najdem neki mir, čeprav od miru je težko živeti rok. To pomeni, da je moje delo tako prostrano, kot je prostrana pokrajina, katera upam se vas bo vse dotaknila. Krasno, mi se že veselimo teh trenutkov in našega potovanja oziroma romanja. Danes pa se vam zahvalim, gospa Alenka Weber z Rihterjeve domačije, za tale lep in iskren pogovor z vami. Ja, hvala tudi vam in mogoče pa se srečamo na kateri od teh poti s kolesom in mislim, da vam bo vreme pa tudi nam naklonjeno in dobrodošli tudi poslušalci Radia Ognjišče z naše regije. Radio Ognjišče v vašem kraju. Tretji konec tedna v septembru v parku vojaške zgodovine v Pivki pripravljajo tradicionalni zgodovikend. Največji muzejski kompleks v Sloveniji bo obiskovalcem vseh generacij tako še bolj na široko odprl svoja vrata. Za nekaj pojasnil je zdaj z nami direktor Janko Boštjančič, ki ga prav lepo pozdravljam. Lep pozdrav vam in poslušalcem. Ja, kot ste rekli, tretji konec tedna v Parku vojaške zgodovine organiziramo naš tradicionalni zgodovikend. Gre za osrednjo prireditev v letu. Program zgodovikenda kar prekipeva od tega festivalskega dogajanja, tako da je v soboto, nedeljo organiziranih več vodenj po razstavah in zbirkah parka. Odpiramo 2 novi razstavi. Organiziramo pohod na Primož. Na Primožu je velika italijanska podzemna utrdba, po kateri se je mogoče sprehoditi ta dan. V nedeljo, ki predstavlja nekako vrhunec zgodovikenda, se pa v parku predstavlja statično in dinamično predstavitvijo tako Slovenska vojska kot policija, gasilci, tudi druge službe, ki skrbijo za našo varnost. Organizirane so tako otroške delavnice kot druge aktivnosti, ki ne bi zadovoljile celo družino. Zgodovikend je res velik dogodek tudi za nas v organizacijskem smislu, ampak kljub temu je poskrbljeno za parkirišča, poskrbljeno za gostinsko ponudbo. Ob lepem vremenu zgodovikend privabi, torej vsekakor več tisoč obiskovalcev in predstavlja največji turistični dogodek tako v občini Pivka kot tudi tukaj v regiji.
No, že v sredo, 10. septembra, pa odpirate razstavo z naslovom Najhrabrejši med hrabrimi, baron Andrej Čehovin. Nam lahko še o tem zaupate kakšno podrobnost? Ja, Andrej Čehovin je eden od pozabljenih slovenskih junakov, ki se je v bistvu odlikoval z izrednimi sposobnosti, izjemnim pogumom in je zaradi tega naredil bliskovito vojaško kariero, se povzpel od preprostega kmečkega fanta do častnika cesarsko-kraljeve armade z naborom najvišjih odlikovanj, ki si jih je lahko prislužil, to je srebrno, zlato medaljo za hrabrost in pa tudi vojaškim redom Marije Terezije, na podlagi katere je postal baron. Odlikoval se je v bojih leta 1848-1849, tako da ga časovno umestimo. To je bil čas, ko je Sardinsko-Piemontsko kraljestvo napovedalo vojno Habsburški monarhiji v želji po združitvi Italije in kot topniški častnik se je Čehovin takrat odlikoval v teh ključnih bojih te vojne pri Montanari, pri Soma Kampanji, Mortari in potem Novari. In v sredo, 10. septembra, bo minilo natanko 170 let od baronove smrti. Umrl je leta 1855, star 45 let v Badnu pri Dunaju takrat in tam je tudi pokopan. Pred njegovo rojstno hišo v zaselku Dolanci v dolini Branice stoji mogočen spomenik, pred katerim bo ta dan ob 10. krajša slovesnost, potem pa ob 12. pri nas odprtje razstave o njem. Park vojaške zgodovine v Pivki sicer predstavlja muzejsko in doživljajsko središče, odprtje skozi vse leto in predvidevam, da se predvsem v poletnem času tam ustavi veliko turistov. Kaj vse torej ponujate, gospod Boštjančič, kako je z obiskom? Ja, z obiskom smo zadovoljni, to je res je največ turistov, obiskovalcev čez poletje, pa vendar, slovenske družine in pa organizirane skupine prihajajo v glavnem jeseni in spomladi, tako da jesen dejansko predstavlja nek vrhunec samega števila obiskovalcev. Zdaj, v Parku vojaške zgodovine ponujemo seveda najprej svoje te XXL eksponate, kot jim rečemo, od podmornice, policijskega čolna P-111, nemške vojaške lokomotive iz druge svetovne vojne in drugih velikih eksponatov, zbirka oklepnikov, letal, pa tudi razstave. Naša glavna razstava je posvečena osamosvojitvi Republike Slovenije in to poslanstvo ohranjanja zgodovinskega spomina na dogajanje leta 1991 izhaja iz tega, da so prav tukaj, iz te vojašnice 26. junija 1991 leta na cesto zapeljali prvi tanki. Agresija jugoslovanske vojske se je začela od tukaj in zaradi tega to ni več zgolj ena od nekdanjih vojašnic JNA, ampak zgodovinsko pomembna točka. Opozoril bi tudi na druge razstave, kot je razstava o Enigmi, nemškem šifrirnem stroju iz druge svetovne vojne, ki je na takih naših bolj udarnih razstav. Torej, mi smo pred 3 leti dobili kot donacijo Enigmo, z eno izjemno zanimivo zgodbo, okrog nje pripravili razstavo in ta je dobila potem razstava tudi Valvazorjevo nagrado kot najvišje stanovsko priznanje. Gospod Janko Boštjančič, hvala za pogovor. Hvala lepa. Poslušalke in poslušalci, vam pa velja vabilo, da se med 19. in 21. septembrom, pa tudi sicer ustavite v Pivki, pokukate v slovensko vojaško zgodovino in se seznanite tudi s tem delom naše dediščine. Pogovor sem posnela Helena Križnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. Letošnji prvi šolski dan v Braniku v občini Nova Gorica je bil posebej slovesen, saj so odprli novo športno igrišče ob šoli. V kraju so tako pridobili približno 2300 kvadratnih metrov športnih površin, ki vključujejo nogometno igrišče, igrišče za odbojko, košarkarsko igrišče, tekaško stezo in še marsikaj. Ravnatelj tamkajšnje osnovne šole Davorin Majhenič je o pomenu nove pridobitve dejal. Glede na to, da je bila šola do zdaj brez neke večje igralne površine, razen neka manjša asfaltna ploščad in pa nič zelenih površin, je to ogromna pridobitev. S samim igriščem pridobivamo večnamensko igrišče, poleg tega je pa potem še prostor za igranje v prostem času, zelo pomemben del učilnice na prostem, pa tudi glede na to, da smo vaška šola, ekovrt in pa manjši sadovnjak.
Ob obstoječi javni poti, ki je bila razširjena in dograjena s pločnikom, je urejenih še 19 novih parkirnih mest. Investicija, ki je znašala skoraj 1,3 milijona evrov, pa je pomembna predvsem zato, ker z njo kraj pridobiva kakovostno in varno športno infrastrukturo, ki hkrati nudi priložnost za kakovostno preživljanje prostega časa krajanov. Ravnatelj Majhenič je pojasnil, da pot ni bila lahka, vse od pridobivanja zemljišča do izvedbe projekta. Ko sem prišel službovati v ta kraj, sem najprej ugotovil prav to, da šola nima tako ne zelenih površin, kot tudi ne primernega športnega objekta za zunanje delo. Pa smo potem začeli počasi iskati, ali je kakšna možnost variante, in je pred dobrimi 10 leti eden od sosedov dal namero, da bi lahko prodal zemljišče, in s to namero sem šel na občino in potem je občina peljala postopke. Do tako daleč, da ko je bila narejena idejna osnova, so pač projektanti, arhitekti izdelali en krasen idejni osnutek, je potem občina iskala načine financiranja, proračunu zagotovila obsežna sredstva, hkrati pa iskala tudi način, kako pridobiti državna, in lansko leto je bil razpis Ministrstva gospodarstva, turizem in šport, prav za namen športnih površin, in je bila občina tam uspešna, pridobila dobre $500 milijona sredstev z razpisom, ostalo pa občina sama. Šola pri tem seveda finančno ni sodelovala. Projekt je ob začetku šolskega leta odprl novogoriški župan Samo Turel, ki je poudaril, da ga veseli, da so uspeli projekt izpeljati znotraj predvidenih rokov. Majhenič je v pogovoru za naš radio dejal še, da so uspešno zaštartali v novo šolsko leto. Ob tem pa dodal, da so uspešno zapolnili tudi vsa učiteljska mesta. Se moram pohvaliti, da imamo v šoli trenutno zagotovljeno, da so zasedena vsa delovna mesta v učiteljskem delu kolektiva za ustrezno izobrazbo, in pa seveda tudi zelo se lahko pohvalimo, da je kolektiv zelo kvaliteten, zelo dober, ki potem to svojo energijo in strokovnostjo lahko pelje otroke skozi učni proces. Marsikatera šola namreč s težavo najde potrebne učitelje. Zgolj v teh dneh je razpisanih nekaj 100 prostih delovnih mest na različnih področjih, ki jih iščejo vzgojno-izobraževalni zavodi. Radio Ognjišče v vašem kraju. Pri osnovni šoli Kungota je zaživel trajnostni podeželski vrt, kakršen je bil nekoč jedro kmečkega gospodinjstva. Skozi to učilnico v naravi, ki jo sooblikujejo, učenci spoznavajo naravne zakonitosti, načine samooskrbe in prilagajanje na podnebne spremembe. Ravnateljica in idejna vodja projekta Zdenka Kevc. Torej gre za to, da smo se mi pač odločili, da ne bomo teh, rečemo, ciljev trajnostnega razvoja, pa vse, kar je povezano z globalnimi klimatskimi spremembami in podobnimi temami, otrokom zgolj in samo predavali in jim na nekih primerih prikazovali, ampak da se bomo osredotočili na to, da se te stvari dogajajo tudi v našem lokalnem okolju in da je naša naloga, da se na te stvari lahko ali prilagodimo ali pa jih ublažimo, če za to imamo seveda možnost. V ta namen so izkoristili okoli 500 kvadratnih metrov veliko površino pred šolo, ki je bila prej porasla s travo in slabše kakovosti. Ker postane maja, včasih že aprila v učilnicah zelo vroče, so se odločili, da si tam postavijo vrt. Ki pa ni vrt v tistem klasičnem smislu, da bomo na njem zdaj pridelovali samo vrtnine, ampak ima elemente parkovne zasnove, kar pomeni visoka drevesa, ki nudijo senco in obenem omogočajo, da se del pouka lahko izvaja tudi pod krošnjami teh dreves. Vrt so zasnovali v sodelovanju z učenci od 1. do 9. razreda, pa tudi malčki iz sosednjega vrtca. Skupaj so ugotavljali, kakšna bo podoba vrta. Kako bi izgledale naše visoke grede, povišane grede, vertikalne grede, kaj bi na teh gredah raslo, kaj so dobri sosedi, kaj ne, na kak način za ta vrt skrbeti. In tu sem pa res zelo, zelo ponosna na naše učence in učitelje, zaradi tega, ker ko smo naredili maketo tega, smo potem seveda izračunali, koliko rabimo stvari, torej materijala, in večino vsega, kar danes na vrtu vidimo, je delo naših učiteljev, hišnika, čistilk in seveda tudi naših učencev. Pa
tudi širše skupnosti. Projekt se namreč izvaja v okviru lokalne akcijske skupine Toti las in je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Partnerji so poleg Oshkungota še Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor, Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor in Osnovna šola Maličnik, kjer imajo vrt v manjšem obsegu. Kmetijska svetovalka Miša Pušenjak z ekipo jim je pomagala pri izbiri in vzgoji sadik, društvo Samooskrbni.net je izvajalo delavnice za otroke o sajenju in negi rastlin. Mladi raziskovalci pa so razvili kopolimerni hidrogel, ki vpija vodo, ko dežuje, ko dežja ni, pa vodo počasi spušča v prst. To raziskavo so učenci pred kratkim predstavili na Olimpijadi trajnostnega razvoja v Beogradu. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.